Tokrat v občinskem informatorju. V Mariboru velika škoda zaradi jutranjega neurja. Znan datum odprtja gostilne pri Treh ribnikih. V Destrniku čakajo na nadaljevanje državnega projekta izgradnje kolesarske poti. Na Mestni občini Maribor nezadovoljni, ker je država predrugačila financiranje izgradnje infekcijske klinike. V občini Rače-Fram podpisali pogodbo za obnovo cest. Nada sumi, da je bila njena hči prodana in da ni umrla. Lepo pozdravljeni. Po burni noči so se zjutraj pokazale posledice neurij. Tako je bilo tudi v Mariboru. Velika škoda je v mestnem parku, na tržnici in mnogih drugih objektih. Zaradi posledic je bil danes zaprt tudi Mariborski otok. Mariborski podžupan je bil v skrbeh tako zaradi jutranjih neurij, kot tudi zaradi napovedanega novega neurja v popoldanskih večernih urah. Bilo je 98 javljenih intervencij, od katerih še vse niso upravljene, kar bo kasneje tudi podrobno obrazloženo. To popoldan pričakujemo še močne meteorne vode. Jaz bi izrekel tu pohvalo civilni zaščiti, gasilski brigadi, javnim podjetjem, ki so že od noči dalje na terenu in odpravljajo posledice. Ljudi bi pozval, da na številko 112 javljajo vse posledice neurij. Zahvala tudi Elektro Maribor in drugim službam, ki zagotavljajo vse storitve. Ob tem pa je pozval tudi občane na previdnost in na samoorganiziranje za pomoč. Občane bi rad pozval, da danes omejijo svoje dejavnosti, da ne hodijo v park, da se izogibajo drevesom, preden bo zadeva sanirana. Pred nami je še neurje, ki bo popoldan še povzročilo dodatno škodo. Izpostavil je, da so posledice neurja po vsem mestu. Je bilo kar precej škode povzročeno sami tržnici, stojnice so bile razmetane, Mariborski otok, ki bi čez 2 uri sicer lahko začel obratovati, bomo pa videli, kako je z napovedjo glede popoldanskih neurij, potem delovala ni pohorska vzpenjača, polnilnica za električne avtobuse, Marprom je bil brez toka, te zadeve se sedaj urejajo in umirajo. Gasilska brigada Maribor je ves čas že na intervencijah, skupno jih je bilo do 12. ure 98. Od tega imamo 26 odkritih streh, ostalo so podrta drevesa na razno infrastrukturo. Moram povedati, da trenutno je še 11 intervencij neobdelanih, ko še nismo bili na kraju, ker pač ne zmoremo vsega. Na terenu pa je 108 gasilcev z 23 vozili. Od tega so tudi tri avtolestve, ki pač nenehno se trudijo in pokrivajo odkrite strehe. Intervencije pa so imeli po celotnem območju Maribora. Nimamo nekih točk, ki bi bilo več, manj, ampak po celotnem območju. Smo pa sigurno posredovali na način, da si pač poiščemo tudi prioritete. Ena od prioritet je recimo tudi UKC Maribor, kaj pa se tudi zavedamo, da moramo čim prej biti na kraju in tudi čim prej rešiti te objekte. Večja škoda pa se je zgodila tudi v mestnem parku. Vse skupaj bomo morali odstraniti 14 dreves, zato ker pri določenih je to vrtinčenje povzročilo pokanje v deblo. Nekatera imajo take velike odlome v krošnji, da se krošnja ne da sanirati in da je propad drevesa nemogoče ustaviti. Dela bo veliko, ocenjujejo, da bo park prehoden in varen v naslednjem tednu. Potem, ko se je spodnji del gostilne odločil vzeti v najem, Dušan Kelbič je zdaj sporočil, kdaj se gostilna odpira, kakšna bo ponudba in vse ostale pomembne informacije. Več pa v prispevku. Gostilna pri Treh ribnikih je dobila najemnika. V to jabolko je ugriznil Dušan Kelbič. Veseli se že odprtja, kadrovskih težav k sreči nima. Zaenkrat moram reči, da nimamo težave z osebjem in to naše osebje je tudi en mali krivec, da so mi k temu pristopili, ker so bili sami navdušeni. Jaz pa rečem, imam malo manijo na kleti, ker to je le spet en mariborski biser. Ta zgradba je ogromno Mariborčanom dala. Vedo že, kakšen bo obratovalni čas? Razmišljamo, ker vidimo, da zjutraj so hitro sprehajalci, da bi ob enih 8 zjutraj odprli, pa zaenkrat moče do 10. ure. Če je bilo odprto, je bilo od torka do nedelje, ponedeljki bili zaprti. To pa rečem, tudi tisti dan ne bi bil kot tak zaprto je bilo, ampak je bil pa delovni, ker imaš marsikaj za postoriti. To je en dan, kjer osvežijo spet malo lokal, dodaš kakšne stvari in dela je skozi. Gostinstvo
ni tisto, da bi rekel, zdaj pa sedim pa uživam, skozi nekaj za narediti. Otvoritev bo prihodnji teden in obljubljajo res lep dogodek. Torej, prihodnji petek ob 5 se dobimo vsi v parku v lepih oblekicah in željčni druženja. Torej, srečali bomo vse Mariborčane tukaj na vinskem večeru. Torej, ne bo samo vinski večer, bo tudi večer gin tonika, penine, ki ga bo naš najemnik, ki je priznani slovenski sommelier, pripravil za nas. Veliko bo dobre glasbe, veliko bo dobre volje in če bo še lepo vreme, bomo neizmerno uživali. Pogodbo so sklenili za 4 mesece, a najemnikove vizije so tudi dolgoročne. Bi tudi želeli potem, da bi delali marsikatere, ne samo vinske večere, tudi glasbene večere, razstave, prireditve, literarne večere, tako da smo na kulturi res se bi kar precej tudi delalo. Dejstvo je, da zgornji del gostilne, kjer je kuhinja, je potreben temeljite obnove. V mestnih nepremičninah so v dogovoru z 2 priznanima kuharjema, a tako velika gostilna zahteva veliko kadra. Vidijo pa tudi možnost za učni poligon, o čemer se dogovarjajo z obrtno zbornico. Da se vzpostavi tudi kuhinja in pa kulinarika, kot bi si jo želeli. Torej, ta gostilna je biser mestnega parka in ves razvoj mestnega parka je usmerjen tudi v to gostilno in pa v okolico gostilne, tako da prav je, da ostaja v mestnih rokah in prav je, da najdemo najemnika, ki bo svojo ponudbo zagotavljal to kulinarično doživetje mestnega parka, ki bi si ga vsi želeli. Kelbič vidi možnost v tem, da sta v gostilni 2 najemnika. Mi bili zelo veseli. Bili bi sigurno, odlično bi sodelovali, pomagali drugemu, tako oni nam, mi njim in bi bilo to najboljše. Bili bi najbolj veseli. Pač ta čas, ko bi se renoviralo, se mora pač potrpeti spet, ampak da se to kar v relativno hitrem času narediti. Obljublja tudi bogato, lokalno in domačo ponudbo. Se že pripravlja za nas posebej hišno vino, to vinska klet Grega Mikoš, se pravi Vina M pripravljajo, Radonska klet pripravlja že serija penine, roze in belo, tako da bo kar pestro. Še drugi vinari so zraven, potem pa tudi še te lokalne žganice. Tu smo v razgovoru že, tako da bomo v bistvu ponujali vse to lokalno in naše, pa seveda kvalitetno. Terasa bo na lokaciji, kjer so danes predstavili ponudbo in vse podrobnosti. Ponujali pa bodo seveda tudi domače sokove in odlično kavico. Direkcija za infrastrukturo je sredi maja zaustavila gradnjo kolesarske poti v občini Destrnik, češ da ni zagotovljenih sredstev. Županja se je takoj obrnila na več odločevalcev, da bi se zagotovilo finančna sredstva in gradnja tega državnega projekta nadaljevala. Zdaj že ima v rokah zagotovila. Pred dnevi nam je županja Destrnika zagotovila, da se zadeve spreminjajo na boljše, po tistem, ko so sredi maja dobili dopis Direkcije za infrastrukturo, da se dela na odseku kolesarske poti ustavljajo, ker ni zagotovljenih sredstev za gradnjo. Stojimo na tako enem zapuščenem gradbišču. Dobra novica je ta, da glede na dopis, ki smo ga strani direkcije prejeli v mesecu maju, v sredini meseca, da se za leto 2023 dela ustavljajo, ker ni več zagotovljenih sredstev. Kljub podpisani pogodbi smo vseeno z veliko truda v tem dobrem mesecu prišli do tega, da smo 2 dni nazaj prejeli dopis strani DRSI-ja, da ponovno se zagotavlja 2 milijona sredstev in se bodo dela nadaljevale. Županja je ob tem dobila informacijo, da mora izvajalec del spet nadaljevati delo. Izvajalcu cestnem podjetju Ptuj je naloženo, da čim prej ta projekt zoper uvrsti v svoje terminske plane in zagotovi nadaljevanje del na gradbišču. Županja pravi, da so po dopisu, ki so ga dobili maja, da se ustavijo dela zaradi nezagotovljenih sredstev, na občini takoj ukrepali in zahtevali pojasnila, ter se obrnili na več deležnikov odločevalcev. Po tistem prvem dopisu v sredini maja smo seveda bili zelo šokirani. Zahtevali smo pojasnila, odgovore, žal jih nismo dobili. Koga? Zahtevali pisna pojasnila smo zahtevali tudi od predsednika vlade, pošiljali smo na ministrstvo, na direkcijo, na DRSI. Odgovore nismo prejeli, kasneje je bilo postavljeno poslansko vprašanje. Nato pa je bila aktivna še na Brdu pri Kranju, kjer je bilo 5. junija srečanje županov. Tudi tam je izpostavila težave, ki jih imajo zaradi ustavitve del na gradbišču kolesarske poti.
Ko nas je povabil predsednik vlade z prisotnimi ministri, sem sama za zagovornico prosila za pojasnilo od gospe ministrice. Zagotovila je, da glede na to, da so pogodbe podpisane, se bodo tudi ta sredstva zagotovila. Dober mesec kasneje z vsemi možnimi ukrepi oziroma pomoči, ki smo se jih lotili, smo vseeno pred 2 dnevoma dobili pisno zagotovilo. In dopis, v katerem piše, da so sredstva za nadaljnjo gradnjo kolesarske poti zagotovljena, sta dobila tudi izvajalca, poudarja županja. Oba izvajalca, to se pravi same na kolesarski stezi Cestno podjetje Ptuj in pa na odseku za avtobusna postajališča, ker namreč ta pogodba je sestavljena iz tega dela izgradnje kolesarske steze, rekonstrukcije križišča in pa odsek 400 metrov v smeri Drstelje. Oba izvajalca sta dobila dopise, tako kot mi, takoj smo stopili z njimi v kontakt. Direkcija za infrastrukturo nam je potrdila, da so sredstva zagotovljena in da mora izvajalec del narediti terminski plan in začeti dela. Na cestnem podjetju pa so nas napotili na DRSI in občino, županja pa nam je dejala, da je že govorila z direktorjem cestnega podjetja Ptuj. Zagotovil je, da takoj, ko bo možno, bodo ta gradbišča ponovno uvrstili v terminski plan njihovih razpoložljivih delovnih sredstev. Med občani pa se je zaradi ustavitve del pojavilo negodovanje. Negodovanje je med občani, med tistimi, ki neposredno živijo ob tej trasi, ob tem gradbišču, med tistimi, ki so samo udeleženci tranzitnega prometa skozi našo občino. Županja izpostavlja, da gre za državni projekt, ne občinski, in da ne odloča občina, ampak država. Prvi, na koga so se obrnili ali pa pokritizirali, to občina, čeprav je to državni projekt. Vse smo pomirjali, pojasnjevali, se trudili, da dosežemo ponovno vzpostavitev del na gradbišču. Vseh pojasnil sicer še ni dobila, čaka pa na to, da se bodo dejanska dela ponovno začela in da ne bodo izgubili več še kakega dneva. Na tem mestu se seveda vsem občanom, občankam in pa tistim, ki je potrebno, da so strpni na tej trasi, zahvaljujem. Želim, da vsi nekako prebrodimo te težave in skupaj dosežemo vseeno izgradnjo kolesarske steze ob tej zelo prometni cesti. Izpostavila je še, da je prišlo do neutemeljene kritike pri skupini opozicijskih občinskih svetnikov in avtorjih zapisa na družbenih omrežjih, na Facebooku, češ da v Ljubljano hodijo v trafiko, ne pa na ministrstva. Je pa res, da veliko negodovanja med ljudmi povzročijo sploh tisti, ki kritizirajo oziroma vnašajo med ljudi razne neresnice o samem projektu. Še enkrat je poudarila, da gre za državni projekt, da občina za to ne dobi denarja, ta se steka direktno k izvajalcu gradnje in da je izvajalec dejal, da bodo občini poslali terminski plan. Zavedati se je treba, da je v tem času prerazporedil dela oziroma so začeli z projekti na drugih njihovih gradbiščih. Smo pa seveda prosili, da se to čim prej izvaja, vendarle smo mi podpisali pogodbo 1.6.2022. Ravno tisto, izvajati morate vi pogodbene obveznosti, hkrati pa tudi na drugi strani. Seveda. Županja še poudarja, da naj se zavedajo, da gre res za državni projekt, pri katerem se občina trudi, da bi se čim prej nadaljeval in končal, brez neutemeljenih kritik in z več razumevanja, kdo je zakaj zadolžen. Mestna občina Maribor se je odzvala na to, da je država izločila izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru iz načrta za okrevanje in odpornost. Podžupan Mestne občine Maribor, Samo Peter Medved in član sveta zavoda UKC Maribor Zdravko Luketič sta včeraj stopila pred medije in podala izjavo. Poglejmo. Vlada je sporočila, da se iz načrta za okrevanje in odpornost izloči financiranje izgradnje mariborske infekcijske klinike. Odziv Mestne občine Maribor je odločen. Pravzaprav je za nas nesprejemljivo, da se ta infekcijska klinika, v kateri sem ležal kot eden prvih bolnikov s covidom, tudi sam in sem se lahko na lastne oči prepričal, kako izgleda ta 100 let stara zgradba in kako neprimerne so razmere tam, seveda nesprejemljivo. No, tekom današnjega dneva, porajalo so nam je veliko vprašanj, zakaj ravno spet Maribor, zakaj ne recimo Ljubljana, tam je klinika stara 50 let, naša je 100 let. Nekoliko so bili potolaženi dan kasneje, ko se je izvedelo, da se bo investicija nadaljevala, a ne z evropskimi sredstvi, ampak iz državnega proračuna. Da bi naj bila zgrajena leta 2026, da je danes dokumentacija se vložila na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja in da bo se ta klinika financirala iz naslova proračuna.
A podžupan poudarja, da bi bilo prvotno financiranje bolj ustrezno od tega. Bo treba povedati, da je proračun definitivno manj zanesljiv vir. Vemo, da pričakujemo slabše fiskalne razmere, večje odlive in tudi na nek način ohlajanje gospodarstva, torej manj prilivov, in bi nam bilo stabilno financiranje iz naslova okrevanja odpornosti se veliko ustreznejše, ampak glede na zadnje izkušnje, ko so se na koncu kljub povsem prizadevanjem le realizirale obljube te vlade, tudi zdaj upamo, da temu bo tako in da bomo lahko 2026 imeli odprto, se pravi, novo infekcijsko kliniko v Mariboru, ki je prepotrebna. Luketič meni, da je investicija iz proračuna ogrožena in zato neprimerna, saj bi bila klinika tudi dokončana kasneje. Kajti vidimo, da ima proračun težave, da je bila danes izredna seja odbora za finance, kjer vlado pozivajo glede na gospodarski trend, kazalnike in vse ostalo, da se zna priti do finančnega krčenja ostalih projektov. Vkolikor je šla investicija iz evropskih sredstev za medicinsko fakulteto, osebno menim, da medicinsko fakulteto glede na ogroženost zdravja lahko financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje. Investicijo, ki pa neposredno omogoča, da bojo bolniki deležni boljše obdelave, pa je potrebno ohraniti iz bolj zanesljivih evropskih sredstev. Pravi še, da je na Ministrstvu za zdravje pri dajanju soglasja za razpis in iskanja sredstev prišlo do zamud. Zaradi tega menim osebno, da je minister za zdravje bil premalo proaktiven in kooperativen, da ta investicija v Mariboru ostane. Tega seveda ni bilo povedano in zaradi tega se bojim, glede na nesigurno finančno stanje, ki se nam obeta, da bi, vkolikor ta investicija potem zaradi proračunskih zadržkov, raznih ZUJF-ov, karkoli, če bi sledilo, če bodo ti trendi dalje sledili, se bo takoj zamaknila za 4 ali več let, pa še podražila dodatno, kar je velika škoda, glede na to, da je bila sedaj priložnost, da tudi v tem koncu Slovenije dobijo pacienti možnost take oskrbe, kot jo imajo v centru. Sploh pa zaradi tega poudarja, ker imajo bolniki ustavno pravico do enake obravnave. V občini Rače-Fram so podpisali pogodbo za sanacijo večjih odsekov cest v celotnem kraju. Uvedba v delo naj bi bila v teh dneh. V občini Rače-Fram so podpisali pogodbo za sanacijo večjih odsekov cest z najugodnejšim izvajalcem, Cestnim podjetjem Ptuj. Investicijo bo kril v celoti občinski proračun, se pravi proračun občine Rače-Fram. Veseli me, da smo danes uspeli z gospodom direktorjem, se pravi Cestnega podjetja Ptuj, podpisati pogodbo. Gre za 7 odsekov občinskih cest, obnovo v višini 513 tisoč evrov. Za občinski proračun je to kar velik izdatek, z tega vidika tudi za nas to pomembna investicija. V dolžinah lahko rečem, da gre v teh 7 odsekih za približno 3100 tekočih metrov, gre pa po večini za sanacije, rekonstrukcije, obnove in pa asfaltiranje občinskih javnih poti in pa lokalnih cest. Uvedba v delo naj bi bila v teh dneh. Ceste so izvajalcu poznane in ne predvidevajo, da bodo kje naleteli na težave. Trase so nam bolj ali manj poznane, ker smo vzdrževalna dela tukaj že izvajali, nekih posebnih ogledov, zato ni bilo potrebnih, tako da na neka posebna presenečenja ne računamo. Župan občine Rače-Fram in direktor Cestnega podjetja Ptuj sta podpis pogodbe potrdila s stiskom roke in zapečatila dogovor. Ja, dela se bodo začela kar kmalu. Nek dogovor je bil z izvajalcem, da bi začeli že v naslednjih dneh, se pravi v petek 14. uvedba v delo, v ponedeljek začetek gradbenih del. Upam, da bo ta zadeva nam uspela. Mogoče kakšen dan še bomo že razumeli, kaj dosti verjetne ne zamika. Skratka, ja, čim prej želimo, da se zadeva izvede in pa rok za izvedbo pogodbeni 4 mesece od podpisa pogodbe. Na občini pričakujejo, da bodo v dogovorjeni časovnici dela končana. Zagotavljanje kadrov je zahtevno, a v Cestnem podjetju Ptuj so se na to pravočasno pripravili. Naše kapacitete so ta trenutek na vseh področjih, se pravi visokogradnja, nizkogradnja in vzdrževanje polno zasedene. Koristimo podizvajalce, partnerje, kooperante, s tem pač bi so kapaciteto
ustrezno povečamo in upamo, da bomo tudi tukaj uspeli zagotoviti zadostno kapaciteto. Gre za pomembno investicijo, ki občanom izboljša kvaliteto bivanja v kraju. Občanom so odseki, ki se na novo asfaltirajo, izrednega pomena, mogoče se nekaterim to ne zdi pomembno. Morate se pa zavedati, da marsikdo, ki se že vrsto desetletij vozi po makadamski poti do svojega stanovanjskega objekta, da je to res en velik doprinos pa velik pomen, vkolikor občina razume tematiko, težavo za posameznika in da potem s izvedbo pristopi k asfaltiranju neke dostopne poti. Ceste bodo tako še v letošnjem letu v novi, sveži preobleki, občanom, ki jih dnevno koristijo, pa bo pot olajšana. Potem, ko smo že poročali, da se v zadnjih tednih v javnosti znova pojavlja vse več zapisov mamic, ki iščejo svoje otroke, ki naj bi umrli kmalu po porodu, je pred našo kamero stopila mamica, ki nam je zaupala njeno zgodbo. Nada Pečovnik se sprašuje, če je bil kot mladi mamici, komaj 16 let je štela, ko je rodila v Mariboru, novorojenček ukraden. Jaz sem rodila 19.12.71 hčero Klavdijo, ki sem jo videla živo, sicer je bila prezgodaj rojena in naslednji dan bi naj umrla v otroški bolnici v Mariboru, v inkubator so jo dali. Jaz sem bila v porodnišnici v Mariboru, stara sem bila res 16 pa 3/4, 10 dni je manjkalo do 17, poročena. Moža niso nič obvestili, meni so pa rekli, da bojo otroka pokopali odraslemu človeku v krsto dali, neznanemu. Hčerke, ki jo je v porodu videla in ve, da je bila živa, potem, ko so iz naslednji dan sporočili novico o smrti, niso več pokazali. In jaz sem to, midva z možem smo to verjela, žalovanje, tako veste, da je bilo grozno, kljub temu, da sem bila mlada. In sem to pač nekako pokopala v sebe. Pred 5 leti pa vidimo po televiziji, da so slovenske otroke prodajali v Srbijo in je mož rekel, kaj če so pa najino tudi. In takrat sem jaz začela dokumentacijo iskati, ker takrat je nisem dobila, ko sem šla domov iz porodniške, ko sem to hčerkico rodila. In tako je začela preiskovati in zahtevati dokumente. Nekaj ji je uspelo pridobiti. Dobila sem glavnem iz porodniške eno dokumentacijo, ki sem ugotovila, da ne štima, pravzaprav nekdo se v mojem imenu podpisal, da ne želim pogreba. Imam dokumentacijo tudi tukaj, lahko pa pokažem, če želite. Potem sem pa šla tudi na upravno enoto, pa sem dobila tam mrliški list, rojstni list. Pa tudi meni so rekli, da je naslednji dan umrla, tam je pa pisalo, da je isti večer umrla. Jaz sem rodila po noči 2:55, umrla bi pa naj 10:35, ne. Tako da tudi se ni ujemalo. Sem klicala tudi na pogrebni zavod, pa so tam zatrjevali, da niso nobenega otroka dali v krsto komerkoli, ne. Tako se zdaj sprašuje, kaj je resnica. Da so vse otroke, ki so mrtvi se rodili ali pa par dni živeči, so pokopali v en skupni grob. Niso pa navedli, katero pokopališče. Jaz predvidevam, da je to mariborsko pokopališče, ne, jaz to preverjam. In so rekli, da niso nobenih otrok. Pravzaprav oni so dobivali neke črne vreče iz bolnice in so to pokopali na eno rusko pokopališče na Pobrežju v Mariboru. Pa sem vprašala, kaj te novorojenčke ste v črne vreče, tam črne vreče so jih dajali. Je rekla, nekaj nismo odpirali, ne vemo, kaj je bilo notri. To je bil odgovor. In da mora dati bolnica podatek, kam so te otroke oni dali. A odgovorov še ni dobila. Zato je na družbenem omrežju s pomočjo slik njenih 2 hčera iz otroštva iskala svojo hči, ki bi naj umrla po porodu. In je takrat se javila tale Katarina, da je bila rojena 71, da išče biološke starše.
in smo se mi že srečali, primerjali slike iz mladosti, od zdaj, po Viberu smo se videli, tudi ta starejša hčera pa ona sta se videli in sta se primerjali 1 uro, ugotavljamo v glavnem ful podobnosti, ne samo pri njej, ampak tudi pri ta drugi hčeri, pri vnukici, med nama nekak podobnost, tudi med možem pa med mano. Ona pa že celo svoje življenje išče biološke starše. Zato, ker ne ve praktično, kdaj je rojena, sploh njo so baje našli na stopnicah v bloku, vse je napisano, ker mi je poslala vso dokumentacijo in ni napisano, kdo jo je našel. Center za socialno delo je datum dal, kdaj bi naj bila rojena. Jaz, ko sem gledala to dokumentacijo, praktično res nič ne štima. Naslednjo leto po 71, ona bi naj bila 70. leta decembra rojena baje, no. Je pa so delali to vse za nazaj podatke, no. Potem, ko je bila najdena, jo je posvojila medicinska sestra. Njeni starši, ki so bili zdaj letili, ki so jo posvojili, ona je bila medicinska sestra v Mariboru, ki se je preselila v Ljubljano, oče 30 let starejši od nje, v Rogaški je bil in sta oba se glavno v Ljubljano preselila in tam so jo posvojili. Naključij pravi, da je enostavno preveč. Zadevi bodo prišli do dna z DNK testom. Mi smo se zdaj srečali 2 dni nazaj, sem že prijavila se za DNK test, za materinstvo v Ljubljano na ta inštitut, tako da dobim verjetno zdaj v kratkem epruvete, bomo to naredili, bomo videli rezultat, upamo, srčno upamo, da je to. Ker je toliko podobnosti, zdaj pa če to slučajno, pa ne vem. Z nestrpnostjo tako čakajo na to, kaj bo pokazalo testiranje. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam prijeten dan še naprej in nasvidenje.